Skratka, no, mimo rogljičkov veš, da ne bom šla, ne? Koliko vrst je bilo v Versailles? Rogljičkov? Jaz jih nisem naštela več kot 7. Zdaj razen, če štejejo tudi različne vrste marmelade, ampak ne v Versailles, ker v Press centru so delali z nami, ker z najhujšimi pritepenci in smo dobivali neko plastično hrano. Mislim, slabše od tega bi bile samo še raznobarvne tabletke. Ampak potem sem jaz po tej izjavi začela študirati, koliko dejansko rogljičkov obstaja. Kot veste, ta del Evrope je znan po rogljičkih in drugem pecivu, drobnem pecivu iz te vrste testa. In zdaj več kot 7 jih sigurno ni. Razen, kot sem rekla, če štejejo tudi različne vrste marmelade, ker ti imaš marmeladni rogljiček, čokoladni rogljiček, rogljiček z vaniljevo kremo, integralni rogljiček. Rogljiček brez vsega, ne? S cukrom, ja, tako. Masleni brez vsega. Je pa seveda res. Še enega sem našla, ja. Ampak sem ga zgubila. Z mandli. Ja. Integralnega sem rekla. Ja. Zdaj seveda, če šteješ različne vrste marmelade, prideš do 10. Ne rečeva, da je bila ta marelična, pol imaš malinino. Ja, ne prideva do 10. Jaz se bojim, da je te izjavi prouzrokovala, kot se reče, ta balkanska lastnost kombinacije, kombiniranja različnih kuhinj, a veš, rogljiček z šunko in sirom. To recimo sem samo v Sloveniji videl, ne. Tako da po mojem je tukaj ta zmeda. Jaz pa mislim, da mi ne razumemo. Kolegica z STA-ja, ki je slovenskemu predsedniku vlade postavila to vprašanje na doorstepu, je tudi dolgoletna dopisnica Slovenske tiskovne agencije iz Bruslja. Se pravi, da že dolgo živi v tem svetu in me je potem podučila, da sem vendarle, da morda nekdo ne obvlada dobro terminologije in je pod rogljički mislil vse vrste tega drobnega peciva, ki ga lahko najdeš tukaj, iz tega testa, kamor seveda sodi tudi pain au chocolat, in tako še 26 dejansko različnih vrst. Čakaj, kako že rečejo temu s cimetom, morning bun ali nekaj takega. Imamo tudi l'escargot, ki je moj omiljeni vrsta peciva. Ironija seveda je to, da se v francoščini vsemu temu reče le viennoiserie, kot iz Dunaja prihaja to vrstna stvar. Tako da, evo, spet smo na Balkanu. No, če ste se spraševali, o čem bo tokratna epizoda, zelo očitno bomo doktorirali z rogljički. No, ampak če sta me že izzvala, vrhom v Versailles, in če že govorimo o hrani, v svoji dolgoletni karieri, pa vidva veste, da sem 13 let v Italiji, ki velja za popolnoma izgubljen primer, kar se tiče logistike, organizacije ali česarkoli, ampak lahko zatrdim, da jaz še nisem doživela česa takega, kar smo doživeli tako v Versailles, in tudi drugi dolgoletni dopisniki Evropske unije iz Bruslja so rekli, da bi to daleč najslabše organiziran vrh v zadnjih 30 letih. Ne samo, da so nam dajali hrano malo v plastičnih tabletkah, recimo v petek zvečer so zapirali Press center ob 8, to vendar vemo, da imajo novinarji ali pa številne medijske hiše oddaje tudi pozneje, in so rekli, ob 8 bomo vse zaprli, vsi domov, in 20 do 8, zdaj 2:40 sklopijo internet. Konc službe za danes, ne. Vse je bil petek. Saj ste vendar v Franciji. S tem, da pazi, jaz tega sploh nisem vedela, ne. Njihova telekomunikacijska tehnologija je na ravni, zdaj, da nam koga užalila, bom splošno rekla, tretjega sveta, ne. Jaz sem cel četrtek v Press centru predsedujoče države svetu Evropske unije na tako pomembnem, sicer neformalnem, ampak vendarle vsebinsko pomembnem vrhu, kot je bil ta, internet dobivala s hotspota svojega mobilnega telefona. Back to basics, Mojca. Da ne pozabimo, kako je bilo 20 let nazaj. Ja, tako. Mojca, kar. Res, ful ti hvala za tvoj čas in za to, da boš z nama poklepetala malo. Zdaj, midva sva snemala z Aljažem nekaj pogovorov v zadnjih dneh z Barbaro Šurk, ki je malo usporednice s serijo med drugim potegnila, pa ona zdaj poroča iz Francije in Francija je predsedujoča svetu, tako da smo malo o tem. Miha Lamprecht nam je malo kontekst cele zgodbe in zgodovinsko ozadje rusko-ukrajinskih odnosov, pa z Vlasto Jeseničnik sva debatirala o tem, kako omejene so razmere zdaj ali pa kako se omejujejo
omejujejo delo novinarjev in dopisnikov v Moskvi, ne. Tebe imamo pa v Bruslju. In bi naj bo zanimal ta evropski vidik. Se pravi, ne vem, jaz, če bi to, kar se je v zadnjih 2-3 tednih dogajalo v ene, ne vem, 3 stebre dala, bi mogoče bilo eden ta bliskovitost sankcij ali pa bliskovitost ukrepanja, česar nismo mogoče bili glih vajeni od Evropske unije, potem ta kar složnost, kar je tudi mogoče nekaj, kar nismo bili vajeni, in pa te debate od članstva v Ukrajini. Če bi da mogoče štartamo s tem, ne, pa bomo pol kasneje, kje je EU v tem kontekstu vojne v Ukrajini, kaj ti potegneš iz vsega tega dogajanja v zadnjih 2 tednih? Ja, jaz bi ti lansirala tvoje prvo vprašanje, v bistvu, če smem, ne, ker sem z veseljem od vsega, kar si naštela, uspela z veseljem in velikim zanimanjem poslušati samo Barbaro Šurk, ne, in na začetku si ti postavila vprašanje Aljažu, koliko je zaskrbljen od 1 do 10. No. In on se je nekaj zmotaval in nekaj nakladal in bla, 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 tako da bi želela, da ti meni postaviš to vprašanje. Ok, no, začnimo drugač. Mojca, 2 tedna je dobra 2 tedna od napada Rusije na Ukrajino, na lestvici od 1 do 10, kako zelo si ti zaskrbljena? 10. Ok, razloži zdaj imaš priložnost. Ja. Jaz ne vem, če se mi zavedamo, ne, sej, veš, to se mogoče pa kraj Wolf, ne, mogoče zganjam paniko ali karkoli, ampak dejansko jaz mislim, da je sveta, kot smo ga poznali, konec. Ne, to je, ne vem, če se mi točno že zavedamo, zakaj tle sploh gre, kako velika je ta prelomnica, ne, to ni zgolj simbolna, kakorkoli, bomo govorili o teh pozitivnih, simbolnih prelomnicah za Evropsko unijo, mogoče kasneje, ko bom odgovorila na tvoje dejansko prvo vsebinsko vprašanje. Ampak tukaj imamo agresijo na državo, ki meji na 4 države, ki so članice Evropske unije in zveze NATO. Vojaško agresijo. Vojno države, ki meji na 4 članice NATO. In ta agresor, skratka država, ki je to invazijo izvedla, ki je to agresijo povzročila, je Rusija. In jaz mislim, da je pač dejansko, se verjetno nisem prva, ki je to rekla, ne, seveda to nekaj, na kar nihče dejansko ni bil pripravljen. Čeprav so vsi vedeli, da se to lahko zgodi. In jaz mislim, da so tudi vsi vedeli, da se bo to zgodilo, ampak do zadnjega upali, da vendarle ne. Lej, ti povem, zdaj pa se vračam na to tvoje prvo vsebinsko vprašanje, s katerim bom tudi utemeljila to svojo zaskrbljenost. Ne. Jaz se spomnim svojega zadnjega vklopa za Odmeve pred napadom. Ne. To je bilo v sredo 23. Ne. Ja, napad je bil v četrtek 24. zjutraj, ne, 4 zjutraj, jaz sem imela v Odmevih tam nekje 22 čez 10 še zadnji vklop v Odmeve in pač vprašanja so bila, kaj je zdaj s sankcijami, kaj se pričakuje od vrha, ki se je začel naslednji dan. Ne. In jaz se spomnim, da sem takrat rekla, da v bistvu in to je bilo popolnoma jasno vsem, ki smo to takrat spremljali, da Evropska unija še ni izgubila upanja v diplomatsko rešitev. Da gre v bistvu dejansko za merjenje moči med ruskim predsednikom in Zahodom in da je pač Bruselj bil drugače kot Washington pripravljen verjeti, da je kriza rešljiva brez totalne vojne, da jo je mogoče še vedno odvrniti z grožnjo teh ostrih gospodarskih sankcij in da se bo seveda, tega se ful spomnim, da se bo ruski predsednik ustavil na robu prepada. In ne vem, 6 ur pozneje pač so bile te besede megla, ne, pač prazen zrak, niso imele več nobenega pomena. Ampak s tem vam hočem povedati, da dejansko je veljalo do zadnjega, da bi se temu bilo možno izogniti. In to ne zato, kot so pozneje vsi pametnjakoviči govorili, ker pač Evropa drugače kot Washington, Bruselj in številne evropske prestolnice niso verjele Američanom in njihovim informacijam, obveščevalnim podatkom in tako naprej. Ne, zato ker so dejansko do zadnjega upali, da tega ne bo naredil. In je. Mojca, to, kar si v bistvu opisala, ne, je na nek način se zdi, da je šla Evropa 23. spat nedolžna in 24. se je zbudila velik geostrateški player, če bi recimo to zdaj zelo optimistično
opisal. Ali pa ne, ampak ta prelomnica, ki si jo ti opisala in ki te skrbi do 10, je kako zelo pomembno je to, ne čisto na simbolni ravni, čisto na praktični, ker Evropska unija je in v fazi komisije in v obliki sveta potegnila v zadnjih 2 tednih poteze, za katere tudi za Evropsko unijo nismo mislili, da jih bo kadarkoli potegnila. Lej, namenoma sem začela s to zgodbo, ker sem želela povedati v bistvu nekaj nasprotnega, za kar se mi zdi, da me ti sprašuješ. Ne. Evropska unija se ni zbudila nedolžna in prebudila kot nekaj drugega, ne, da ne bom zdaj uporabljala izrazov. Ne. Jaz mislim, da je šlo za kontinuiteto s tem, kar sem povedala na začetku, skratka s tem, da je do zadnjega upala v diplomatsko rešitev, hočem dokazati, da gre v bistvu za eno samo kontinuiteto ravnanja Evropske unije. Se pravi, iskanje diplomatske rešitve. Pogajanja, pogovori, ker zakaj? Vidiš to, zakaj? Mislim, odgovor je popolnoma banalen. Zdaj, ko ga bom rekla, se bomo mogoče vsi začeli smejati, kaj ta govori neke svete preproščine, ampak če jaz poslušam razprave raznih vse znalcev v zadnjih 14 dneh, pa ne samo v Sloveniji, v državah, katerih jezike razumem, ne, kaj lahko Evropska unija drugega naredi kot to, kar dela? Evropska unija nima, Janez Lenarčič nima skladišč, najprej, ne vem, čelad, pa povojev, pa zdravil, zraven pa še, ne vem, orožja, pa garaže migov. Evropska unija nima sredstev, s katerimi bi drugače sodelovala v tem konfliktu, v tej vojni, kot s pogajanji, pogovori, prigovarjanji, skratka z diplomacijo. To je njeno edino orožje. In drugo veliko orožje, ki ga pa ima v tem konfliktu in ki ga ni vedno imela, oziroma kar se jaz spomnim nikoli, je ta njena velika enotnost. Skratka, velika enotnost držav članic, ki so se kot ena v tistih 2-3 tednih, zadnjih 2-3 tednih pred invazijo, v teh stopnjevanjih napetosti, vedno bolj stiskale druga k drugi in tudi tisti zadnji dvomljivci, ne, spomnimo se madžarskega premierja Orbana, mi smo vsi čakali, kaj bo madžarski premijer Orban, kaj bo rekel, kdaj bo rekel, kako bo rekel, kakšne signale bo spuščal in druge velike zaveznice Rusije in ruskega predsednika Putina v prejšnjih časih. In ruski predsednik je, to so danes pač tudi številni analitiki potrdili, upal na to, da bo prišlo do razkola v Evropski uniji. Se je vse delal v to smer in ta razkol je bil prisoten in je popolnoma razumljiv. To je organski del Evropske unije, da je razklana ob različnih vprašanjih. Te razpoke ob različnih vprašanjih potekajo v različne smeri, ne v različnih oblikah, ampak so ob vsem. In to je nekaj popolnoma normalnega, ker kot smo že večkrat se pogovarjali o Evropski uniji. Jaz ne razumem, Evropska unija ni neka homogena tvorba. To je skupnost 27 držav in jaz mislim, da je to popolnoma logično in prav je, da je tako, da so med njimi razlike, o katerih se pač pogovarja za skupno mizo in to je point Evropske unije. No in ko je prišlo dejansko do te invazije, se je prvič, kar jaz spremljam Evropsko unijo in verjetno tudi prvič, odkar recimo da zdaljave, spremljam njeno delovanje, pokazala ta dejanska enotnost. In to v resnici je njeno najmočnejše orožje. In iz tega izhaja, Aljaž, to, kar si omenil, ne? In Nataša ti prej, ta hitra reakcija, ti ukrepi, za katere se je še 5 minut prej zdelo, da so popolnoma nepredstavljivi in nemogoči. No, in te sankcije, Mojca, so tako zelo konkretne, če se primerja s tem, kako je EU reagirala po ruski zasedbi Krima. Ampak ene stvari, povej nam tudi to, ali je v tej enotnosti, a so bili v Versaju videti, kljub temu, da je normalno za EU, da so razlike, a je že kaj videti, da kdo malo kalkulira, zaradi tega, ker tudi v tem zdaj spet bojo nove sankcije, ne? Ampak enega dela pa v teh sankcijah ni. In sicer sploh Zahodna Evropa je zelo energetsko odvisna od Rusije. In tega se pa ne dotikajo, ne? Mislim, o tem je bilo seveda, o tem se je veliko govorilo, saj to je bilo ključno vprašanje. Ne? Prvo ključno vprašanje je bilo to vprašanje članstva oziroma prošnje Ukrajine za članstvo v Evropski uniji in drugo vprašanje je bilo ta splošna prepoved uvoza ruskega plina pač in drugih energentov. Ne? Mislim,
Kaj ni ti rečem, ne? Odgovor na to strani voditeljev je bil pač ta, ne, da ni treba vse hasov takoj vreči na mizo. Ne? Ker kot sem rekla na začetku, ne, drugega orožja Evropska unija nima kot ta gospodarski pritisk in seveda izolacija Rusije. Ne? In to karto drži v rokavu zato, ker upa, da bo mogoče, kot smo prej govorili na začetku, neko je do zadnjega upala, da ne bo šel čez rob prepada. Zdaj mogoče upa, da bo to tisto, ki ga bo lahko ustavilo. Ker kot vidimo v teh dneh, ne, še številni analitiki strinjajo s tem, da je najnevarnejši trenutek v tej situaciji ta, da je ruski predsednik oziroma da ne bomo samo personalizirali cele te zgodbe, ne, rusko vodstvo stisnjeno v kot. In je najnevarnejše v takih situacijah, ko nima poti umika, ker potem nima več kaj izgubiti in postane dejansko popadljiv in najbolj nevaren in popolnoma destruktiven. Se pravi, da je prvo pravilo, ne, in tega nisem si jaz izmislila, to pač govorijo vsi strokovnjaki, od vojne do Machiavellija naprej, strokovnjaki, mojstri politike in politične analize. Ti moraš dati svojemu nasprotniku možnost izhoda. Ker če ga nima kaj izgubiti. In s tem lahko samo ti izgubiš. Se pravi, ena od teh poti izhoda je možnosti izhoda, ena teh poti situacije, v katero se je Rusija dala, to stisnjenost v kot, je tudi ta, da se obdrži dejansko še vedno nek način, nekega normalnega gospodarskega sodelovanja ali kakorkoli, ki bi lahko bil v angleščini rečejo deterrence za Rusijo. Ne. Drugi razlog je pa seveda ta, ne, da bi ta skrajni ukrep ne prizadel samo Rusija, ampak zelo, zelo močno tudi Evropo in evropske državljane. No, samo eno podvprašanje še, Aljaž, ki si že ravno to omenila. Ne? Seveda bi to šlo tudi v drugo smer, ne bi pa šlo do vseh članic enako. Dej za tiste, ki mogoče tega ne spremljajo, to zelo natančno razlož, zakaj so eni bolj glasni s sankcijami, ker običajno je to malo povezano, da so malo bolj energetsko neodvisni in drugi malo manj. Recimo Nemčija pa Francija sta že v povsem drugačnem položaju. Ne? Ja, kje bova začeli? No, recimo številke so take, evropsko povprečje je 40%, se pravi, Evropska unija 40% svojih potreb po zemeljskem plinu pokrije iz Rusije. In zdaj znotraj teh 40% imaš seveda več ali manj. Ne? Recimo Avstrija, Madžarska, Poljska, to je 80%. Bolgarija, pa še dve baltski, pa ne vem več kjeri, mislim, da je Estonija in Latvija 100%. Največji uvoznici v Evropski uniji, največji uvoznici zemeljskega plina sta Nemčija in Italija. In oni dve, mislim, da tam je tudi več od povprečja, ne? Se pravi, da ne vem, več kot polovica odvisnosti. Ne? In zdaj glede na to, kar sem zdaj povedala, glede na te številke, ne, si potem lahko predstavljaš, kako potekajo te razprave o tem, ali uvesti to totalno prepoved uvoza ali ne. No, ampak če je Evropska unija dolgo časa veljala in sploh dokler so bili Britanci noter, so sploh forsirali, ne, ta vidik skupnega interesa, skupnega trga, najnižjega skupnega imenovalca, ne, ki definira to povezavo, je ravno vprašanje, ki se je pojavilo ob ruski agresiji na Ukrajino, to postavilo na neko novo kvalitativno raven, ne, ko so države članice vendarle pripravljene, zaenkrat do neke mere, ogroziti svoje lastno ekonomsko ugodje, zato da dosežejo nek politični cilj. Tudi to se mi zdi, pa ne vem, če se strinjaš, je neka nova kvaliteta v razumevanju Evropske unije, se pravi same sebe. Ja, to zato, ker jim gori pod nogami. Nam vsem gori pod nogami in tega se pač zavedajo tudi politični voditelji. In njihovo prvo in enotno sporočilo, ki ga nenehno ponavljajo, je bo bolelo. Vse, kar bomo storili, bo bolelo, ampak bo vredno. Kar je zanimivo, ne, da se to sporočilo pojavlja zdaj v času, ko v marsikateri ključni državi članici, in tudi kakšni malo manj ključni, smo tik pred volitvami. Ja, sama veš, jaz mislim, da to, tako kot sem začela s to svojo 10 na lestvici zaskrbljenosti, ne, a veš, to so zdaj vse neki minorni problemi, neka minorna vprašanja, ne. Razumeš, dejansko je nevarnost zelo velika za red, v katerem smo, in dejansko je tudi v bistvu neka fizična ogroženost
državljanov Evropske unije zelo blizu. Nikoli še tako po razpadu hladne vojne. In tega pač to poslušamo, ne? Jaz vama zdaj samo pač povzemam, ne? Stališča, ki jih moram pač po službeni dolžnosti spremljati. Ne? In dejansko je ta zaskrbljenost zelo velika, ne? In v bistvu gre za pripravljanje državljanov na vse bolečine, ki mogoče še lahko pridejo. Ne? Mislim, kaj tako bizarnega, kot je bil tisti dron, ki je padel na Hrvaško. In mislim, mi smo bili, to je bil prvi dan vrha, v četrtek, ne? Hrvaški predsednik Plenković ni govoril o ničemer drugem, cel dan, imel tako ene 3 doorstepe in izjave za javnost oziroma za svoje novinarje, ne? Ker je bilo namreč toliko vprašanj in ker je bila živčnost tako velika in informacije, ki so prišle na dan, ne? O tem, da ni ne ukrajinski, ne ruski, da so ga spremljali, ampak se jim je zdel nenevaren, mislim, halo. Madžarska je rekla, da je prišel z Romunije ali obratno. Romunija je rekla, da je prišel z Madžarske, je prišel čez neke 3-4 članice NATO, gre in pade sred Zagreba. Koliko ton ima ta reč, jaz ne vem, mislim, to ni pipistrel, ne? To je verjetno nekaj hujšega, ali kaj. Kratka, to so pač neki pokazatelji resnosti, no, in tudi nevarnosti te situacije, ne le za Ukrajince, za katere je to neznanska tragedija, tudi za Ruse, za katere je to neznanska tragedija, ampak tudi za vseh 27 držav članic Evropske unije. Ampak ko govorimo o tej odvisnosti od ruskega energetskega trga, a veš, vsak ti, ko recimo imaš kaj v narekovaju preveč denarja in sprašuješ, kaj naj bi zdaj z njim, ti svetujejo, mal daj sem, mal daj tja, mal daj tja. Skratka, ne imeti vsega v eni košari. Sploh, ko imaš opravka z državo, ki vlada avtokrat s trdo roko. A je zdaj mal kaj razmisleka ali pa prej spraševanja, čak mal, kaj smo pa razmišljali, da smo se tako zelo vezali na ta trg, ki je videti, da se lahko spremeni tako rekoč čez noč? Seveda, absolutno, ne, o tem je pač zdaj to eno glavnih vprašanj, ne, ampak bi malo popravila tvoje vprašanje, ne, da smo se vezali, zakaj se tako dolgo nismo odvezali, je pravo vprašanje, ne, in v bistvu tukaj na nek način, kolikor se to spet brutalno, neposredno sliši, ne, ampak če kaj je pač ta vojna utišala tiste države, večinoma vzhodnoevropske, članice Evropske unije, ki so odvisne od fosilnih goriv in ki so doslej metale polena pod noge zeleni preobrazbi, ki, kot vemo, je paradni konj ekipe von der Leyenove, skratka Evropske komisije v tem mandatu, ne. In še nedavno tega smo razpravljali o tem, kako dolgo bo trajal ta zeleni prehod, kaj vse bodo države morale storiti, kako težak bo ta sklad za pravični prehod, iz katerega bodo te države, ne, ki so najbolj odvisne od fosilnih goriv, cuzale denar, da bodo lahko prešle na obnovljive vire energije. Ne. In to v bistvu je odgovor na tvoje vprašanje, ne. To se ti zgodi, ne, če si pač odvisen od uvoza. Ne, okay, nekatere države so tudi od svojega lastnega, ne samo od ruskega, ampak dejansko Evropska unija in von der Leyenova, kar pa če drugega, to je njeno delo, ne, je zavohala, ne, kam pes taco moli oziroma v katero smer veter piha, in so začeli, ne, takoj v bistvu ne odpirati, ker je že ves čas odprto, ampak poudarjati to vprašanje oziroma odgovor nanj. In to je, ne, treba je pač pospešiti to diverzifikacijo dobave, se pravi raznovrstnost virov, ne, predvsem pa vlagati v obnovljive vire energije in v evropski zeleni prehod. Ne. In spet smo na točki, kjer se bo kar naenkrat se bodo stvari hitro dale, čeprav se prej leta in leta. Oprosti, če te prekinjam, ja, ampak dejansko ne me vprašati, to je moje prvo vprašanje bilo, in kako zdaj to? Ne? Ja. Kako? Evropska komisija je v 2 dneh, v torek je predstavila tisti svoj famozni načrt, da bo do leta 2027, je potem rekla v petek von der Leyenova, ne, bilo pač do konca leta zmanjšati odvisnost od ruskega plina za 2/3, do leta 2027 pa v celoti. Kako že? Ne? Zdaj seveda na podrobnosti čakamo, ne? Ampak dejansko, kot si rekel, ne?
če se zdaj kar naenkrat da, zakaj se prej ni dalo? Ne? Ker nas pripelje pa v bistvu do drugega, druge želje ali pa pritiskov po nekem hitrem postopku, ki pa je nekdo potegnil ročno. Govorimo zdaj o članstvu, prošnji za članstvo Ukrajine v Evropski uniji, ki seveda razumemo, da je bilo to v veliki meri tudi simbolno dejanje predsednika Volodymyra Zelenskega, ki pa je potem kar naenkrat zadeva hitro srečala z realnostjo, z zidom realnosti. In zdravo pametjo. No, sej ne, seveda, ampak hočem reči, tukaj imamo pa zdaj eklatanten primer nekega virtue signalinga, kjer je en kup voditeljev EU, da je treba to pa takoj zdaj obravnavati, ker gledajte, kaj se v Ukrajini dogaja. Kakšna je tu zdaj ta realnost? Realnost je pač ta, bom ponovila, kar sem ponavljala v vseh svojih vklopih v zadnjih dneh, ampak eno stvar, ki sem jo vedno ne pozabila, ampak se veš, to imamo mi minuto 32 minuti, pa je zmer zmanjkalo prostora. Kaj bi se zgodilo na Balkanu, če bi z tega vrha prišla jasna zaveza oziroma povabilo? Kjer so v čakalnici že desetletja, ja. Mislim, a bi pa Vučić enega direktnega vžgal v Bosno, ali kaj? Kakšno sporočilo bi to bilo? No, seveda, ne. A veš, da ne govorimo vseh najbolj, to zdaj med nami, ker se pač pogovarjamo bolj prosto, ne. A veš, to bi bil potem resen problem za države Zahodnega Balkana, ki so ravno tako v negotovem položaju, v ravno tako nestabilni in geostrateško pomembni regiji za države članice Evropske unije. Če bi Ukrajina ta prejšnji konec tedna res dobila povabilo oziroma bi bil odgovor 27-terice na prošnjo predsednika Zelenskega, da. Drugi del tega odgovora je pa svoja ta, mislim, to, kar sta rekla Macron in Rutte, ona dva sta najbolj vztrajno ponavljala. Macron je rekel, pač nerealno je, da bi se z državo, ki je v vojni, pogajali o članstvu, in Rutte pa, da pač je treba postopke spoštovati, in upoštevati pravila, ker dejansko se potem vse podere. Ker, jaz sem v enem od svojih vklopov rekla, da v bistvu voditelji rezala v ene 2 ali 3, se ne vem, sem skozi eno in isto ponavljala, več ali manj, ker so tudi oni skozi eno in isto govorili. Razmislek je bil, kako res zagotoviti vso podporo Ukrajini. In to je bilo iskreno. Saj vidiš, kaj vse je Evropska unija naredila za to, da je pač kakorkoli olajšala Ukrajini to situacijo, da se je pač kar se da prijazno in najmanj boleče reče ne. Ker to je nerealno pričakovanje. Čakaj, ne nikoli ali ne za naslednjih 30 let? Kaj ti misliš? Ok, v redu. Mislim, ti veš, saj vemo, kaj je bilo, saj smo dosti stari, da smo spremljali približevanje Slovenije Evropske unije in se nam še tako malo približno sanja te gaziljarde strani, pravil, ki jih je treba, ki jih mora država upoštevati, prilagoditi zakonodajo, da lahko potem vstopi v Evropsko unijo. Mislim, eno tako metaforo ti bom dala iz teh TV serij, ki jih zdaj rolajo na Netflixu, in ki smo vsi amerikanizirani. Ko pridejo luzeri k mizi s pladenčkom v menzi srednje šole, in se usedejo zraven in potem cool kids vstanejo in rečejo, sem na vrt skočimo in grejo jesti drugam. Če bi dejansko Ukrajina prišla v Evropsko unijo, potem bi to postala tvorba 2 hitrosti, je premalo. Potem to več ne bi bilo to, verjetno. Kaj pa mislim, seveda se strinjam z tem, to oceno, ki se je zdaj podala oziroma povzela razmislek v Bruslu oziroma v tem primeru v Versaju. Kaj pa o specifični teži Evropske unije? Tudi v tem konfliktu pove dejstvo, če kaj pove, da sta tako za Ukrajino, pač uradno prošnjo za članstvo, dali tudi Gruzija in Moldavija. Mislim pač,
Nekdo bi nesramno rekel, da ste pač izkoristili priliko in pristavili svoj lonček. Ne? Ampak ne, dejansko v bistvu je to tudi bil ponujen spet neki izgovor, ne? Tokrat Evropski uniji, da bi šla v neko tako regionalno sveženjsko obravnavo. Ne? Veš, tukaj v Bruslu radi govorijo o svežnih, paketkih, ne vse tako mešajo skupne različne stvari, včasih pa tudi ne sodijo skupaj. Ne? In potem, ker na ta način v bistvu potem lahko stvari, kako bi ti rekla, ne, zelo zvišaš oziroma znižaš, odvisno kje si, ne, ta skupni imenovalec. Ne. Tako da z tega vidika, ne, je bilo v bistvu to kako bi ti rekla, nek dodatek k razpravi, ne, nočem reči dvigovanje megle, ne, ampak saj vemo, kakšen je odgovor na to vprašanje. Ne. In v bistvu je v resnici politično nemogoče v tem trenutku pričakovati nek pozitiven odgovor. Če tudi samo na vprašanje, to smo novinarji nenehno spraševali 600-krat, tudi eno in isto skozi, kaj pa pospešeni postopek. Ne? In so potem voditelji in seveda tudi tle vrh evropskih ustanov, se pravi Borrell, Michel in von der Leyenova, ponavljali, da je Ukrajina že tako deležna nepospešenega postopka in to zato, ne, ker so države članice Evropsko komisijo prosile za mnenje o ukrajinski prošnji v tednu dni. Samo teden dni je trajalo, da je šlo to iz enega čez cesto, ne, mislim, čez Rue de la Loi, ker da v primeru Črne Gore je to trajalo, ne vem, od novembra do aprila, skratka, ne, a veš, iz njihovega vidika so se stvari v bistvu tudi zelo hitro začele odvijati, ampak kaj to pomeni, ne? Da zdaj lahko Evropska komisija, kolikor dolgo želi, izdeluje mnenje o tem, kaj meni o ukrajinski prošnji. Mojca, daj nam prosim povej še, ker si pri koritu v narekovajih v Bruslju, ne, slovenski premier je bil, vsaj ob spremljanju slovenskih medijev, kar glasen glede tega, kaj bi se moglo, kdaj bi se moglo, takoj na začetku z ostrimi sankcijami, tudi da naj se zapre prostor zračni nad Ukrajino. Kako je bilo to tam sprejeto? Ali je to nekdo, ki, ne vem, premier, predsednik vlade manjše države, ki poskuša nekako v tej igri velikih izskočiti, ali se je kaj slišalo? O čem se je govorilo? No? Ne, moram reči, da je predsednik slovenske vlade v bistvu, odkar je prišlo do te najprej zaostrovanja, ne, razmer na rusko-ukrajinski meji in potem do invazije, v bistvu s tem svojim sporočilom, ki je skozi isto, ne, in v bistvu zelo radikalno, ne, je med tistimi, ki se zavzemajo za takojšnje članstvo Evropske unije, recimo imel zelo ostre izjave, ne, na doorstepih na tem vrhu, češ da mislim, meni je najbolj v spominu bila ta, da se bodo tisti, ne, ki se danes izgovarjajo na dolge postopke, naj vama povem, da med tem, ko je on to govoril meni in kolegici iz STA, je zraven njega stal nizozemski premier Rutte. No, velika prijatelja, ne? Velika prijatelja, ampak v tem trenutku tudi vsak na svoji strani, ne, ker je premier Rutte med tistimi, ki najbolj glasno mirijo duhove, češ to je nemogoče, torej slovenski premier pa na tej strani, na strani tistih, ki menijo, da je to treba nujno storiti. Skratka, rekel je, da se bodo tisti, ki se danes izgovarjajo na dolge postopke, kmalu ob tem, ko bodo spremljali razvoj razmer v Ukrajini, zavedli, kako velika je simbolna moč Evropske unije. Skratka, jaz sem ga tako razumela, da bodo mogoče Evropsko unijo ta tragedija na ukrajinskih tleh, skratka, intenziteta vojne prisilila v to, da se bodo premislili, no, skratka, da bodo dojeli, kako je to pomembno, ne, to. Ampak na tvoj odgovor, na tvoje vprašanje, skratka, on je se zelo izpostavil v tem času, v tem obdobju, ima jasna stališča in jih tudi zelo rad pove. In odgovarja na vsaka vprašanja, je zelo dostopen in na tem vrhu so ga tudi novinarji, pa tudi na prejšnjem vrhu v Bruslu zelo iskali in v bistvu spraševali, ker je pač jasno, ne, obelodano ta stališča. Zdaj, ko si me pa vprašala, kako to zgleda, ne, majhna država skače ven, bi jaz dala en tak spet primer šolskega dvorišča, ampak tokrat ne samo z neke ameriške menze, ampak iz vsakega otroškega ali pa šolskega igrišča, kjerkoli. V bistvu, če imaš 3-4 težke frajerje spredi, ki dejansko vsem odločajo, je lahko zadaj kričati, dejga.
Ne vem, če sem razumela. Ja, jasno je, ne, pač, Mislim pač, te veš, 10 držav članic, to ni samo Slovenija, tudi vse vzhodnoevropske države, Sploh te, ki mejijo, zgodovinsko njihova senzibilnost je popolnoma drugačna, kot je tlele v Beneluxu, na drugi strani Evrope. Drugače in tudi veliko bolj čustveno dojemajo vso to zadevo in menijo seveda, da je tudi to orožje članstva, pa tudi ta recimo prepoved zračnega prostora nad Ukrajino, še vedno neko legitimno orožje, ki bi ga lahko Evropska unija uporabila proti Rusiji. No, seveda, mogoče celo EU tukaj ni ta prav forum, ker tisti, ki v končni fazi odloča in predvsem lahko izvaja takšno politiko, je na drugi strani Atlantika. Ampak mogoče, če se mi vendarle postavimo, premaknemo proti koncu, ta hip se ne spomnim, mislim, da je bil Garry Kasparov, ampak nisem prepričan, je pripomnil, da ruska agresija na Ukrajino ni vojna proti Ukrajini, ampak je vojna proti Evropski uniji. A je to sentiment, ki nekako preveva Bruselj, ali na to vendarle v tem velikem planu gledajo drugače? Mislim, v prvi vrsti je to vojna proti zvezi NATO, in tudi ta vprašanja, o katerih smo prej govorili, zračni prostor in tako naprej, to niso vprašanja, o katerih bi Evropska unija odločala, to so vprašanja, o katerih se odloča znotraj zveze NATO. Ampak na to vprašanje, ali je to tudi vojna proti Evropski uniji, bom odgovorila tisto, kar mislim, da sem v pogovorih z vama že večkrat povedala. Jaz mislim, da gre Evropska unija na živce, ne samo Rusiji, sedanjega vodstva, ampak tudi ZDA in Kitajski. Evropska unija, tvorba kot je 27, če spet ostanemo na šolskem dvorišču, popolnoma različnih modelov, egov, pridnih, lumpih, bulijev, zoprnih, takih, vase zavarovanih in drugačnih. In funkcionira. To je najbogatejši trg na svetu, v našem potrošniškem kapitalizmu, v katerem smo pristali. Je to največja vrednota, da imaš ti trg s skupno močjo. In Evropska unija je še vedno največji trg z največjo kupno močjo na svetu, tudi ob ZDA in tudi ob vzponu Kitajske. In da to lahko deluje enotno, da to lahko ustvarja ne samo enotni trg, ampak enotno območje brez meja in enotno valuto. Pa to gre vsem ostalim, ki niso del tega, na živce. To smo ugotavljali že ob migrantski krizi, za katero so mnogi trdili, da je bila umetno izvana prav zato, da načne ta vzpon, ne enotnost, pač to moč Evropske unije, ki jo je uspela doseči z poenotenjem, z gradnjo te neke skupne ekonomske tvorbe. Jaz sicer mislim, da je tesnejše politično povezovanje držav Evropske unije napaka, da je to korak preveč, prav zaradi vseh teh razlik, ki jih ves čas omenjam, ki so dragocene in ki bi jih bilo treba ohraniti. Zveza suverenih držav, ampak v tem nekem gospodarskem, socialnem, vrednostnem smislu, je to pač neka tvorba, ki je ni. Poglejte, kakšne težave imajo danes ZDA, mislim, razlike med državami, torej med posameznimi, nezveznimi državami, rasizem, preoblikovanje volilnih četrti in vse te nizke zatohle poskuse, da bi jo pač celotno državo preoblikovali v neki, mislim, v čem je to različno od tega, kar avtokratskega vodenja ruskega predsednika. Gre za države, ki imajo pač težave same sabo v svoji notranjosti s čistim nekim navadnim demokratičnim načinom vodenja, z osnovnimi pravili. Mojca, samo ena stvar še... Kolikor jaz vem, samo to tega zaenkrat še ni. Zaenkrat. Ena stvar še mogoče pa rečemo, Adijo, omenila si, ali pa govorimo tudi o teh tektonskih premikih, eden je bil sankcij, kakršnih EU še ni nikomur zadala, drug ta enotnost, ki je prej nismo bili vajeni, ampak ena stvar se tudi še dogaja, ki je prej ni bilo. Govorili se o demilitarizaciji in podobnem. Zdaj naenkrat se zdi, da bodo šli proračuni vojaški navzgor, Švedska, Finska razmišljata o NATO, Nemčija bo pojačala svoj vojaški proračun. No, to pa je tudi ena od zadev, ki se je zgodila
kot posledica vojne v Ukrajini. Ja, no, to je ena od teh pač velikih prelomnic, ne samo pač te sankcije. Ja. To dejstvo, da je Evropa pač ta dva ukrepa na ravni Evropske unije, če pustimo Nemčijo za ta trenutek ob strani, ki je tudi za 180 stopinj pač obrnila svojo 70 let trajajočo, igrajočo ploščo. Prvi je pač za strani Evropske unije je ta sploh prvič uporabljena zakonodaja 22 let stara o splošni zaščiti beguncev, in drugi je ta, da se porablja denar za financiranje, torej za pomoč, za nakup orožja države, ki je v konfliktu. In to je velika prelomnica in jaz mislim, da je to žalostna prelomnica, prav zaradi vsega tega, kar si do zdaj govorila, in zato tudi pravim, sveta, ki smo ga poznali, ga ni več. Od danes naprej ne bo nihče več govoril o razoroževanju in demilitarizaciji, ker bo dobil nekaj v glavo. Gremo popolnoma drugačno smer zaradi tega, kar je pač storila Rusija, in to je žalostno. Mojca, če smo začeli z oceno tvojo, od 1 do 10, pa zaključimo še z napovedjo, ki jo bom jaz zdaj sugeriral. Kje se bo ta vojna rešila, zaključila? V Kijevu, v Moskvi, v Versaju ali v Washingtonu? Verjetno, da v Washingtonu, to je definitivno. Ameriški buli ni, če tudi osramočen po umiku iz Afganistana in z vsemi notranjimi težavami, ki jih ima, je še vedno vladar sveta, vsaj našega. In v bistvu ga neposredno izziva njegov zgodovinski nasprotnik, to je Rusija. Ampak seveda jaz ne vem, pojma nimam. Mislim si na podlagi vsega, kar do zdaj vemo, o geostrateških odnosih, da se bo to zgodilo, da bo to tako. Tukaj bo po mojem tudi zelo pomembna vloga Pekinga, kar so vama verjetno številni drugi sogovorniki povedali, ki sedi ob reki in čaka, da bodo trupla mimo priplavala, kar pomeni, da išče koristi, ki bi jih lahko potegnil iz tega konflikta, predvsem pa lekcij, kako ravnati zadevami, ki so zanj pomembne. Kako se bo pa končalo, nimam pojma. In kot smo zdaj 3-krat, 4-krat že rekli, zgodile so se stvari, ki so bile še pred 5 minutami popolnoma nepredstavljive. In jaz mislim, da pač teh presenečenj in nepredstavljivih stvari, ki nenadoma postanejo realnost, še ni konec. Mojca, hvala za tvoje modre misli, za tvoj čas. Modre, bolj ali manj. Pa čim manj stresen teden oziroma dneve, ki so pred tabo. Hvala vama spet enkrat za povabilo in uspešno delo. Hvala in srečno.